Kdaj, dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci oddaji Domača cerkev. Nekoliko se nam je razdrl urnik, pa saj veste, poletje pa čas oddihov, po obveznosti drugih žanrov. No, cerkev s tem ni zamrla. Njeno poslanstvo ne pozna oddiha. Tako smo mnogi tudi v odsotnosti iz domačega kraja obiskovali pač cerkve v krajih, kjer smo bili. Pa se na hitro sprehodimo še enkrat skozi poletje in vsem tistim, ki poletnih oddaj niso uspeli videti, povejmo, kje smo se nahajali. V 2 oddajah smo se sprehajali po slovenskem Primorju. Nato smo odšli v planine, saj planšarstvo v našem kraju še vedno poskuša ohranjati stare navade. Ker noče travca dol, mora pač kravca gor, je znameniti stari izrek kamniškega konca, ki je s postavitvijo kapele spet dobil svojo popolno podobo. Obiskali smo Marijo Snežno na Veliki planini na dan žegnanja in obenem bili deležni še ponovitve zlate maše slovenskega župnika iz Trsta, gospoda Marjana Živica.
K obisku planin pa je sodil tudi najvišji slovenski dogodek, žegnanje kapele tudi Marije Snežne na Kredarici. Mnogi ste me poklicali domov, naj oddajo ponovim, pa žal jaz za to nisem merodajen. Take prošnje sprejema uredniški odbor KTV Impulza, zato se morate obrniti nanj. Danes pa za spomin le nekaj kratkih insertov iz Kredarice. Buonanotte, amore. Ti vedrò nei miei sogni. Buonanotte a te che sei lontana. Tako smo obiskovali cerkve in pomembne dogodke med poletjem. Zdaj smo spet doma, vsak pri svojem delu. In ob prihodu jeseni v našo deželo nas cerkev vabi k molitvi rožnega venca. Le tega je uvedel že sveti Dominik. In prav danes teden je bila prva nedelja v oktobru imenovana roženvenska. Cel oktober pa je posvečen Mariji, Materi Božji, saj cerkev 7. oktobra praznuje spomin na veliko bitko pri Lepantu, kjer je združeno krščansko ladjevje premagalo veliko močnejše turško. Od takrat pa je ostal znameniti izrek: ne moč, ne vojaško znanje, ne sreča, temveč Marija je prinesla zmago. Mariji so se priporočili. In od tega dogodka dalje je cerkev povabila k molitvi rožnega venca v mesecu oktobru. Sam rožni venec pa je odsev celotne zgodovine našega odrešenja. Veseli del nam sporoča novico, da je Bog med nami.
In za veseljem ponavadi pride tudi žalost. To nam sporoča žalostni del, ko Božji sin za nas trpi in umre. Človek pa živi v upanju na večno življenje, kar nam sporoča častitljivi del, vstajenje, prihod Svetega Duha in Marijino vnebovzetje. Naj nam pobožnost čaščenja Marije in molitev rožnega venca vlije novih moči za naše delo, kakršnokoli že je, samo da je pošteno. In naj se za nocoj poslovim, obenem pa vse skupaj povabim k gledanju oddaje čez 14 dni, ko bomo spoznali domačo cerkev naše nove pobratene občine Enigerloja, oddaljenega od nas 1100 kilometrov, ki sem ga skupaj s predstavniki občine Kamnik obiskal ravno ob prehodu poletja v jesen. Do takrat pa z Bogom!